Lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci z naslovom Rešitev javnega naročanja v zdravstvu. Je rešitev sprejemljiva za državno zdravstvo? Pobudniki današnje novinarske konference so zdravniki, ki delujejo v okviru civilno-družbenega gibanja zdravniki.si in so pripravili predlog, kako naj bi javna naročila medicinskih pripomočkov v zdravstvu potekala na bolj transparenten način, predvsem pa tudi ceneje. Konferenca poteka tudi v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije. Na novinarski konferenci sodelujejo profesor dr. Marko Noč, dr. Blaž Mravlje, dr. Krištof Zevnik in profesorica dr. Bojana Bejović, predsednica Zdravniške zbornice, ki jo na začetku vabim, da nas na kratko pozdravi. Lepo prosim. In gospodje, spoštovani kolegi, lepo pozdravljeni na današnji novinarski konferenci, ki bo predstavila eno, mislim, da zelo pomembno delo naših kolegov, s katerim želimo zdravniki prispevati k izboljšanju slovenskega zdravstva. Kot je omenila že gospa Vasle, je bilo delo pripravljeno sicer v okviru Združenja zdravstvo.si, vendar gre za nekaj, kar je splošnega pomena tako za zdravnike, posebej pa za slovensko družbo, zato tudi Zdravniška zbornica delo pozdravlja in se nam zdi smiselno, da se predstavi širši javnosti in potem s tem odpre razprava in kasneje verjetno upamo tudi praktična uporaba teh rezultatov tega dela, ki so ga kolegi opravili. Gre za kolege zdravnike, ki imajo tudi sami neposredne izkušnje na tem področju, posebej bi izpostavila dr. Zevnika in profesor Noča. Tako da jaz vas bom po teh nekaj uvodnih besedah sicer zapustila, ker imam drugo delo. Za podrobne informacije so vam kolegi na voljo in vam želim, da bi ta informacija, ki bo šla zdaj v javnost, spodbudila pač ustrezno pot naprej v Sloveniji na področju javnega naročanja in v bistvu neke ekonomske uravnoteženosti slovenskega zdravstva. Hvala lepa za vašo udeležbo. Najlepša hvala profesorici dr. Bojani Bejović. Zdaj pa prosim profesor dr. Marka Noča, da nam predstavi delovno skupino in zakaj je nastal ta nov, tako imenovani izvedbeni predlog naročanja medicinskih pripomočkov. Prosim. Hvala lepa, lep pozdrav tudi v mojem imenu. Seveda najprej je prav, da povem, kdo smo. Zdravstvo.si. Skratka, mi smo skupina 9 slovenskih zdravnikov, od katerih 3 v celoti ali deloma delajo v tujini, in sicer Nemčiji, Franciji in Švici. Delamo samostojno, prostovoljno, v svojem prostem času, brez plačila in nismo povezani z nobeno politično stranko ali organizacijo. Delamo pa približno 2 leti. Naš cilj je, da slovenskemu bolniku zagotovimo pravočasno in kvalitetno zdravstveno storitev in v ta namen zagovarjamo javno zdravstvo, ki pa ga razumemo kot zdravstvo za naš davkoplačevalski denar, za katerega enakovredno zdravstvenimi programi kandidirajo tako državni zdravstveni zavodi kot zasebni izvajalci. In merilo za podelitev programa je tukaj samo kvaliteta storitve in cena. Zakaj pa današnja tiskovna konferenca? V Sloveniji namreč že od samosvojitve cene istega materiala medicinskega, poudarjam istega materiala, in aparatur bistveno presegajo cene kot v najmanj koruptivno obremenjenih članicah Evropske unije, kot sta Nemčija in skandinavske dežele. Javnosti se je ta anomalija zelo jasno pokazala pri znani korupcijski aferi o žilnih opornicah, kjer smo prehodno uspeli znižati cene žilnih opornic na evropsko raven in tako na letni ravni samo kliničnemu centru prihraniti
2,5 milijona. Žal in proti mojim osebnim in tudi našim pričakovanjem, ta afera ni spodbudila podobnih cenovnih premikov tudi na drugih področjih medicinskega materiala, ker bi seveda Sloveniji prihranili ogromno denarja, ki bi ga uporabili za skrajšanje čakalnih vrst, uvedbe novih in sodobnih načinov zdravljenja, raziskovalno delo in obnovo zastarele infrastrukture in aparatur v zdravstvu. Na podlagi izkušenj iz afere o žilnih opornicah smo, naša skupina Zdravstvo SI, vladi predlagali izvedbeni predlog naročanja medicinskih pripomočkov, katerega bistvo je postavitev referenčne cene za vsak medicinski material ali aparat na osnovi uradno pridobljenih cen s strani Ministrstva za zdravje iz Nemčije in Skandinavije in potem možnost slovenskega naročnika, da želeni material kupi na enotnem evropskem trgu, če seveda slovenski dobavitelj ne zagotovi cene, ki je primerljiva referenčni evropski. Naš predlog smo preko predstavnikov naše skupine, ki delujejo v delovni skupini za spremembe na področju nabav v zdravstvu v sklopu Ministrstva za zdravje, seveda posredovali naprej. No in po 3 mesecih od ustanovitve te komisije in 7 sejah je žal postalo jasno, da namen te delovne skupine ni uresničitev, ampak prej nevtralizacija naše pobude. Naši člani skupine in mi kot skupina Zdravstvo SI zato izstopamo iz omenjene delovne skupine, saj ne želimo nositi soodgovornosti za izdelek, ki bo ohranjal sedanje stanje, ki je seveda škodljivo in bolnikom praktično neposredno krade njihov denar. Kljub temu pa seveda čutimo kot našo dolžnost ne le do bolnikov, ampak tudi do slovenske javnosti, da naš predlog naročanja medicinskih materialov in aparatur, ki bi odpravil opisane cenovne anomalije, javno predstavimo. Ob tem tudi poudarjamo, da zagotavljanje sprejemljivih cen zdravstvenega materiala in aparatur v Sloveniji ni naša dolžnost. Zato obstajajo zaposleni v zdravstvenih zavodih in na Ministrstvu za zdravje. Razlog pa, da smo na to področje kljub temu posegli, pa je ob tem, da ob vsakodnevnem preplačevanju zdravstvenega materiala in aparatur istočasno gledamo stiske čakajočih in neoptimalno obravnavanih bolnikov, ki bi jim lahko pomagali s pomočjo denarja, ki se izgubi v preplačanih nabavah. Boj za normalne evropske cene medicinskega materiala in aparatur je zato postalo etično-moralna dolžnost tudi za naše zdravnike in seveda tudi za vse nas v skupini Zdravstvo SI. Hvala lepa. Najlepša hvala, profesor dr. Marko Noč. Zdaj pa vabim k besedi dr. Blaža Mravljeta, da pove, kaj skupina Zdravstvo SI predlaga, kako naj bi naročanje medicinskih pripomočkov, aparatur in materijala potekalo in kaj so ključne prednosti vaše rešitve. Hvala lepa. Torej, spoštovana gospa predsednica Zdravniške zbornice Slovenije, gospa profesor dr. Bojana Bejović, spoštovane kolegice in kolegi, spoštovane novinarke in novinarji in vsi, ki nas spremljate. Dovolite mi, da vam vzamem kakšnih 10-15 minut časa, da vam razložim oziroma, kot je že profesor Noč povedal, predstavim nekako to naše delo, se pravi v delovni skupini v zadnjih 3 mesecih. Zdaj, za uvod je treba povedati, da je sistem izvajanja zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji v velikanski večini torej odvisen od zdravstvenih zavodov, tam se pač te izvajajo in
katerih ustanovitelj je Republika Slovenija ali pa občine, se pravi, govorimo o bolnišnicah oziroma zdravstvenih domovih. Zdaj, ti javni zdravstveni zavodi večino svojih storitev izvajajo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, poleg njih pa storitve v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja izvajajo tudi pravne in fizične osebe zasebnega prava, ki imajo koncesijo. Dodatno zdravstvene storitve, ki se ne financirajo iz sredstev obveznega zdravstvenega zavarovanja, izvajajo ali javni zavodi ali imetniki koncesij, lahko pa tudi druge pravne in fizične osebe, ki imajo dovoljenje ministrstva, torej pristojnega za zdravje. Zdaj, materialna osnova za izvajanje zdravstvenih storitev so med drugim medicinski pripomočki in ti so bili tudi nekako področje, za katerega naj bi mi pripravili predlog sprememb, ki pa se potem lahko v kasnejših fazah seveda aplicira tudi na recimo zdravila in ostalo, kar je pač v zdravstvu. Zdaj, izmed vseh zgoraj, torej prej navedenih izvajalcev zdravstvenih storitev, so javni zdravstveni zavodi in to pravzaprav edini, kar se tiče medicinskih pripomočkov, dolžni pridobivati le te po postopku javnega naročanja, se pravi v okviru zakona o javnem naročanju, in ker pa so po svojem številu in po količini seveda v veliki večini, je trg medicinskih pripomočkov posledično seveda v veliki meri podvržen javno-naročniškemu sistemu pridobivanja torej ponudb in kasneje potem nabav. Zdaj, na tem trgu, kot vemo iz zadnjih let, so ugotovljene velike anomalije, že prej omenjena in javnosti dobro znana megakorupcijska afera o žilnih opornicah, ki seveda ni izoliran primer, to je po našem mnenju in vedenju splošen pojav v javnem zdravstvu, ki mu mi raje rečemo državno zdravstvo, in je potrebno to seveda po recimo 30 letih neke tranzicije spremeniti. Zato je bila 1. februarja, se pravi letošnjega leta, s sklepom predsednika vlade, ki je bil takrat tudi v funkciji ministra za zdravstvo, torej gospoda Janeza Janše, imenovana delovna skupina, katere osnovna naloga je bila predlagati spremembe sistema javnega naročanja za področje zdravstva in temu smo se mi seveda po zagotovilu, da je namen te skupine in delovanje iskren, tudi z veseljem pač z lastnimi izkušnjami in iz tujine in doma tudi pridružili. Zdaj, kaj so izhodišča? Izhodišča bom predstavil v 9 točkah. Se pravi, proizvajalci medicinskih pripomočkov so večinoma tuje pravne osebe, prodajo na slovenskem trgu pa izvajajo domači veletrgovci. Grosističnih posrednikov je malo in izvajajo prakse, ki omejujejo konkurenco. Recimo praksa teritorialno izključnih zastopniških pravic. Drugič, medsebojna primerljivost naročenih medicinskih pripomočkov je zelo zahtevna in pač skoraj nemogoča, ker za medicinske pripomočke ni enotnega šifranta oziroma kataloga, se pravi, ni neke transparentnosti. Potem medsebojna primerljivost oddanih javnih naročil je zahtevna ali spet skoraj nemogoča, ker so pogoji zelo raznoliki in torej tudi od enega do drugega deležnika medsebojno težko primerljivi. Naročniki javna naročila praviloma izvajajo samostojno in nepovezano in ta sistem javnega naročanja recimo v tako majhni državi, kot je Slovenija, kjer bi bilo to relativno lahko organizirati, jih ne motivira k združevanju javnih naročil, s čimer v bistvu pač ves čas ohranjajo nek podrejen položaj v smislu do ponudnikov, se pravi do distributerjev, kar je seveda nenormalno in bi moralo biti ravno obratno. Potem naročniki javna naročila združujejo v sklope, pri katerih pa mnogokrat ni videti razumnega razloga. Taka javna naročila so zato zmožni izpolniti le redki ponudniki in to omejuje konkurenco na strani pač ponudbe. Naročniki javna naročila pogosto tudi specificirajo namenoma tako, da pač favorizirajo točno določenega ponudnika in naročniki ta javna naročila tudi pogosto oblikujejo tako, da je njihova ocenjena vrednost pod mejo tako imenovanih evidenčnih javnih naročil,
pod katero pač uporaba postopkov javnega naročanja niti ni obvezna. Naročniki v veljavnem sistemu javnega naročanja nimajo možnosti in spodbude za to, da bi aktivno dosegli ekonomičnost pri izvajanju javnih naročil, po našem vedenju in mnenju celo večinoma tako in je to tudi nekako namen, torej neka dogovorna centralno-planska ekonomija in v razmerjih med dobavitelji in naročniki prihaja do ravnanj, ki jih je pogosto mogoče opredeliti kot ravnanja zoper integriteto, najmanj lahko pa tudi seveda, lahko rečemo, kar koruptivnost in pa kazniva dejanja. No in zdaj, če gremo k našemu predlogu. Predlog je v bistvu relativno preprost in po našem mnenju, če bi bil namen tudi iskren, se ga da izpeljati v relativno kratkem času. Mi ocenjujemo, da v 6 mesecih, torej če bi ga recimo sprejeli kot takega danes do konca leta. In sicer, kot je že omenil profesor Noč, se pravi, imamo tri elemente, glavne. In sicer prvi element so referenčne cene, drugi element je tako imenovana elektronska dražba in pa tretji element je kazen za tiste, ki bi izigravali zakon, institucije, ministrstvo in tako naprej. Sam postopek pa bi potekal v 2 fazah, in sicer v fazi napovedi naročila in faza dražbe. Zdaj, če na hitro pogledamo, kaj je namen. Referenčne cene, se pravi, vemo iz najmanj zgodbe o žilnih opornicah, da so bile te v tistem obdobju, ko smo to zgodbo začeli, se pravi, to je pa zdaj že debelih 9 let nazaj, so bile cene v Sloveniji 3 do 4-krat višje kot na recimo normalnem prostem evropskem trgu, recimo v Nemčiji. Se pravi, z referenčnimi cenami, se pravi, zdaj, če to nekako po sistemu copy-paste oziroma uporabimo za celoten zdravstveni sistem, bi to pomenilo, da pridobimo te cene, tako imenovane referenčne cene v tujini in sicer konkretno, recimo imamo že švedski register, sicer je nekaj let star, tako da bi bil potreben pač update, torej nov. Predlagali pa smo tudi ministrstvu, da uradno se poveže z ministrstvom ene od nemških zveznih dežel in razloži situacijo in pač zaprosimo uradno kot država za pomoč v tem smislu. In kaj je namen, se pravi, referenčne cene postavijo makroskopski okvir. To pomeni, da preko tega se kot država oziroma davkoplačevalci odločimo, da ne smejo ponudniki iti. To pomeni, da v naslednji stopnji, ko se pravi v drugem segmentu, torej e-dražbi, to pomeni, da ko bi se konkretno ponudnik žilnih opornic recimo prijavil v sistem z višjo ceno, kot je referenčna, ga sistem sploh ne bi spustil v nadaljevanje postopka. No, potem ta e-dražba, kot sem že rekel, bi bila ena taka računalniška rešitev na nivoju države, kjer bi potekale, se pravi, znotraj tega makroskopskega okvira referenčnih cen, potem bolje rečeno cenenje, ne dražba, se pravi, da bi dobavitelji tekmovali med sabo in bi se cene še dodatno zniževale. Zdaj, kar se tiče pa kazni, kot smo lahko videli v centraliziranem razpisu za žilne opornice, ki je potem po pritisku javnosti in medijev vendarle nekako zavezal ministrstvo oziroma takratno ministrico, da ga je izvedla, smo videli, da so se ponudniki kartelno dogovorili in oddali pravzaprav ponudbe s cenami, ki so bile višje od maksimalno dovoljenih v tistem javnem razpisu. S tem so razpis seveda sesuli in danes zadeve potekajo naprej normalno. In po našem mnenju, se pravi ponudniki, ki se evidentno norčujejo iz davkoplačevalskega denarja, ministrstva in institucij, ki sodelujejo v javnih razpisih, bi morali biti kaznovani z neko dobo, ne vem, 5 let, 10 let, to je stvar pač konsenza, se pravi, pri sodelovanju z državo, se pravi, neka doba, v kateri tak ponudnik ne bi smel pravzaprav imeti dostopa do davkoplačevalskega denarja. Se pravi, zdaj, če gremo pa še naprej, potrebno bi bilo v tem trenutku vzpostaviti enotno klasifikacijo za, recimo, za začetek medicinskih pripomočkov, se pravi šifrant, potem, kako bi to potekalo naprej, recimo za
Sodelovanje na e-dražbi bi moral seveda ponudnik se registrirati, možno bi bilo seveda ga tudi avtomatično izločiti, če se bi obnašal nezakonito oziroma koruptivno. Zelo pomemben element te računalniške rešitve bi bilo tudi to, da bi bila v ne samo slovenščini, ampak tudi najmanj v angleščini, lahko pa tudi nemščini, francoščini. Skratka, namen tega bi bil, da bi lahko sodelovali na enak način tudi tuji dobavitelji, se pravi, da bi jim država pomagala pri tem, da sodelujejo in dodatno tekmujejo za seveda znižanje cen z domačimi. Taka e-dražba bi bila pravzaprav obvezna za vsa naročila, torej ne glede na vrednost naročila in odločilno za izbor bi bila seveda torej, v okviru seveda šifranta, ki bi bil izdelan na podlagi strokovnih kriterijev, se pravi, da bi bil strokovno spremenljiv, bi bil končni potem odločitev oziroma odločilna za izbor bi bila seveda cena. Pomembno je tudi to, da bi lahko naročniki združevali naročila, se pravi, da bi ne nastopali samostojno, kot smo videli recimo v aferi žilne opornice, so se v Celju recimo konkretno izgovarjali, da ne vejo, kakšne so cene v Ljubljani, kar je za današnje v 21. stoletje pač nerazumljivo in seveda tudi to ni resen odgovor. Pomembno pa je tudi to, da bi v vseh fazah postopka oddaje javnega naročila bili podatki torej javni, medtem ko sama identiteta ponudnikov pa bi bila skrita do zaključka postopka. Zdaj počasi se bližam koncu. Kot vidite na tej infografiki, to je nekako torej neka logična sled tega, kar sem že do zdaj povedal. In zdaj pa samo še konkretno torej 4 točke obeh faz naročanja, in sicer faza 1 je faza napovedi naročila, se pravi, naročnik opredeli naročilo na način, da želeni artikel izbere iz šifranta in mu določi količino. Rešitev je pravzaprav zelo preprosta in logična. Potem naročnik objavi namero javnega naročanja in obdobje napovedi naročila. To pomeni, da se lahko temu konkretnemu naročilu lahko z dodajanjem količin pridružijo še drugi naročniki in na to se zainteresirani ponudniki z informativnimi ponudbami torej pač napovejo to svoje sodelovanje. Sledi druga faza, to je faza dražbe oziroma lahko rečemo cenenja pravzaprav. Naročnik tako dražbo sproži z objavo, aplikacija obvesti vse naročnike in ponudnike, ponudniki oddajo potem zavezujoče ponudbe, ki jih do izteka lahko izboljšujejo, to pomeni, da nižajo cene predvsem. Ob izteku roka pa dobi seveda javno naročilo najboljši ponudnik. Kot že rečeno, identiteta ponudnikov je do konca faze dražbe vsem zakrita. Zdaj, ta predlog, nekako tako kot je že nakazal profesor Noč, ni bil deležen v okviru delovanja skupine, ki se imenuje za spremembe naročanja v zdravstvu, ni bil deležen odobravanja. Nažalost smo na zadnjem sestanku dobili celo direktno informacijo oziroma strani predsednice delovne skupine, da predloga ne bo podprla, s čimer seveda je logično ne vidimo nekega smisla v nadaljnjem sodelovanju s to skupino. Je pa ta dokument, ki ga boste tudi bolj detaljno, ste ga verjetno že dobili v obliki PDF, je narave open source, se pravi, pač mi ga vsebinsko je dodelan in ga mi kot skupina podpiramo in ga dajemo tudi v javno uporabo in kdor ga želi, ga lahko uporabi, če ima resen namen karkoli spremeniti v zdravstvu. S tem bi jaz se zahvalil in končal. Bo pa še eno konkretno novost v naročanju v slovenskem zdravstvu naprej predstavil dr. Zevnik. Hvala lepa. Najlepša hvala dr. Blažu Mravljetu in zdaj vabim še dr. Krištofa Zevnika, prav tako v imenu skupine zdravstvo.si, da predstavi stališče do sprememb, ki naj bi jih uvedla uredba o medicinskih pripomočkih
kot jo predlagata MZ in AZMP. Prosim. Lep pozdrav še iz moje strani. Zakaj gre? Namreč v Sloveniji že vrsto let proizvajalci medicinskih pripomočkov in slovenski dobavitelji se vpisujejo v register, evidenco, ki jo vodi Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Do sedaj je bil ta vpis tako rekoč brezplačen. Po novi uredbi, ki je ravnokar v medresorskem usklajevanju, pa so uvedene pristojbine, ki so od 10-krat do 250-krat večje, kot so bile do zdaj. Gre za, po našem mnenju, popoln akt omejevanja konkurence, ki bo najbolj prizadel slovenske proizvajalce medicinskih pripomočkov, predvsem majhna podjetja, ki že tako težko sodelujejo in konkurirajo z nizkocenovnimi izdelki azijskega trga. Prizadel bo tudi distributerje, majhne distributerje, ki v teh razmerah državnega zdravstva pravzaprav ne morejo sodelovati v skladu z zakonom o javnem naročanju in bodo zaradi dodatnih več tisoč evrov visokih pristojbinah letnih izključeni iz tega sodelovanja. Ocenjujemo v naši skupini, da bo AZMP s to novo pristojbino dobila več kot 6 milijonov evrov sredstev. Prizadetih bo od 400 do 500 proizvajalcev in dobaviteljev v Sloveniji, proizvajalcev medicinskih pripomočkov. Seveda v ta model prizadetosti ne spadajo državni dobavitelji državnega zdravstva, ki tako rekoč reže več 100 milijonske prihodke letne za sodelovanjem lahko temu rekli, trenutno invalidni zakonodaji o javnih naročilih. Zato v skupini zdravstva menimo, da gre za načrtno in usklajeno dejanje izčrpavanja slovenskega državljana in davkoplačevalskega denarja strani državnega in lahko bi temu rekli paradržavnega zdravstva. Ministrstvo za zdravje in ministra zato prosimo, naj nemudoma ukine vse pristojbine iz omenjene uredbe. Ministrstvo za zdravje naj vzpostavi delujoče in učinkovito agencije javnega zdravstva, ki bodo varovale bolnika in naš skupno zbrani denar za zdravljenje in prispevale k spremembi iz državnega v moderno javno zdravstvo. Zdaj v sami uredbi boste dobili tudi dokumentacijo, ki vam bojo posredovala tiskovna predstavnica. V prilogi na strani 25 do 27 si lahko preberete vse nove pristojbine, ki so take, kot sem že omenil, in so po analizah tudi v neskladju z novo uredbo, evropsko uredbo o medicinskih pripomočkih, ki bo vstopila v veljavo s koncem maja. Hvala lepa. Najlepša hvala. Zdaj pa je čas za vaše vprašanja. To se pravi, če so vprašanja, prosim, da jih zastavite. Komu jih zastavljate, stopite do mikrofona in zastavite vprašanje, prosim. Živjo, jaz sem iz Planeta, bi pa mogoče kar za dr. Mrevljeta eno vprašanje. In sicer vi ste rekli, da v bistvu bi se nekako ozirali na tuje dobre prakse. Če lahko mogoče navedete poleg Švedske še kakšno evropsko državo, ki ima podoben sistem. In zanima me, ali je v tujini tudi prihajalo recimo do kakšnih takšnih podobnih afer pri naročanju, da so preplačani bili medicinski pripomočki. Bom začel na koncu. Zdaj, jaz mislim, da po mojem vedenju je tako, da vsi smo krvavi pod kožo
To pomeni, da verjetno tudi v tujini prihaja do kakšnih sem in tja skušnjav. Ne. Zdaj samo vprašanje, na katero tujino gledamo. Ne. Se pravi, tisto, na katero se mi radi ponavadi zgledujemo, se pravi zahodno, ne, je teh praks praktično po mojem, bi rekel, ni, ne, je nič, zaradi tega, ker če pride do kakšnega koli tazga koruptivnega dejanja, še posebej recimo, če je vpleten zdravnik, potem se točno ve, kaj se posledično tudi zgodi. Ne. Tak zdravnik seveda zgubi in službo in licenco in gre v zapor in vrne denar. In, ne. Tako da jaz mislim, da v tem zahodnem svetu, vsaj kakor sem jaz hodil, nisem niti slučajno zaznal kaj podobnega. Tudi recimo v smislu stik dobavitelj, zdravnik ni tako kot v Sloveniji, kjer recimo pred vrati zdravnikov sedijo in čakajo in ne, se potem pač menimo, kar se menimo v sobah. Tam je to, ali recimo v Angliji sploh tega ni, v Nemčiji pa je recimo stik bil zelo kratkotrajen v smislu zaprosila za elektronski naslov ali kaj takega. Kar se tiče pa konkretno take torej rešitve, jaz mislim, mi se pri pravzaprav sestavljanju tega predloga nismo ozirali na kakšne tuje rešitve, se pravi prakse ali rešitve, ampak je to pravzaprav neka naša unikatni izdelek. Je pa zadeva seveda zelo preprosta in logična, tako da jaz mislim, da tukaj niti ni treba nekakšnih zaslug ali pa posebne inovativnosti, razen seveda čist elementarne osnovne poštenosti in od tukaj naprej pač izvedba tega predloga. Tako da nimam, težko bi rekel, da primerjamo s kakšno tujo državo v smislu sistema naročanja. Ampak sej, rešitev je moderna, je pač IT rešitev, v katero so vgrajeni pač te osnovne moralne ali pa čist finančne varovalke in pravzaprav samo stvar izvedbe. Ne. Še eno vprašanje, prosim, ja. Lahko, seveda, lahko. Mislim, zanima me, predvsem, kaj vi mislite, odkot potem te velike razlike, recimo v 4-krat višje cene za žilne opornice, v primerjavi s tujino, ne, zakaj prihaja do teh velikih razlik v cenah, tako da to. Poglejte, jaz velikrat, ko poudarjam referenčne cene v tujih, bom rekel, najmanj skorumpiranih, najbolj poštenih, razvitih zahodnoevropskih državah, vedno je proti argument, da so te trgi večji in da zaradi tega so seveda tam lahko cene bistveno nižje kot v Sloveniji. No, jaz sem ta argument leta in leta poslušal. Dokler si nisem, mislim, 2019 usedel za računalnik, pa primerjal velikost avtomobilskega trga v Nemčiji in Sloveniji. In v Nemčiji, v Sloveniji bom tako rekel, v Sloveniji je avtomobilski trg, vsaj tistega leta, bil 47krat manjši kot je nemški. A ne? Pa cena avtomobila v Nemčiji, dobro, sami veste, odnosno v Sloveniji, ni 2krat večja, kot je v Nemčiji. Pa verjetno, to lahko jaz trdim kot zdravnik in seveda kot laik, da je avtomobil, kar se tiče samega vzdrževanja, prodaje in vsega tega, praviloma bolj kompleksen, kot je medicinski material. Skratka, ta argument ne bo zdržal velikost trga. Zaradi tega seveda je absurdno, da slovenski davkoplačevalci plačujejo 2 do 3krat večje cene, kot v teh istih zahodnih državah, bom spet rekel Nemčija in Skandinavija, kjer je prihodek na prebivalca, GDP, kot temu rečemo, 2 do 3krat večji. Skratka, polno nelogičnosti, ki kažejo samo na to, da je dejansko medicinski material in aparature v Sloveniji krepko preplačan in da zato nekega racionalnega razloga ni, odnosno ga saj jaz ne vidim. Najlepša hvala. Še vprašanja? Andreja Rednak, Finance.
Ja, mene zanima, rekli ste, da kdorkoli bo pač želel, da pač v vladni skupini, da ni bilo interesa za ta vaš predlog. Pa me zanima, kak je bil argument, zakaj so to zavrnili? Najprej bi še nekaj dopolnil profesor Noča pri prejšnjem vprašanju. To je seveda vse res, a ne? Morate pa vedeti še eno zadevo. Pogosto dobavitelji oziroma proizvajalci v teh zahodnoevropskih trgih tudi lahko imajo doma nižje cene, zato ker jih kompenzirajo z bistveno višjimi cenami na koruptivnih trgih, kot je recimo Balkan. Tudi to je pomembno, to je tudi en tak element, zakaj je cena pri nas še višja, ne? Zdaj pa odgovor gospe Rednak. Pravzaprav smo mi že nekako na začetku dobili občutek, da seveda tak naš recimo nek pogumen podvig, ki bi pripeljal do ene zelo preproste in izvedljive rešitve, ne bo v sistemu, v katerem je nekaj 100 milijonov razlogov na leto, ne bo pripeljal do velikega navdušenja. In to smo potem nekako tudi po enem, pravzaprav, kaj pa vem, ko smo prvič oddali pisni predlog, tudi nekako doživeli na ta način, da so sestanki začeli nekako odpadati. Se pravi, dobili smo občutek, vsaj jaz osebno, da mora to nekdo prebrati in podati dodatne usmeritve, kako naj skupina naprej deluje. In potem, ko smo podobno se je začelo potem, oziroma nadaljevalo, ko smo oddali drugi in tretji predlog. Na tretjem pa, kot sem rekel, smo dobili jasno odgovor, kar je pravzaprav precej bizarno, ne? Se pravi, če ti predsednica komisije oziroma delovne skupine za spremembe v zdravstvu reče, da predlog sprememb ne bo podprla, potem je nekaj hudo narobe. In s tem pač, kar se mene osebno tiče, se pač nazaj vrnemo na izhodiščno misel, ne, da spremembe v tem segmentu pač niso zaželjene. Meni je žal, da je tako. Predlog naš je, kot smo rekli, open source, je javen in mi še vedno upamo na to, da bomo morda lahko nadaljevali v neki drugi sestavi neke bolj resne delovne skupine. Hvala. Ja, to bi šlo za pač online rešitev, ki bi bila dostopna določenim uporabnikom, verjetno ne vsakemu z ceste, se pravi, na nek način bi bilo pač treba določiti kriterije, kdo se lahko v sistem registrira, kakšni neki pogoji, kakšne, se pravi, ne vem, zdravstvene inštitucije, ponudniki in tako naprej. In v tem sistemu bi potem na način, kot smo ga predstavili, pa ga lahko na hitro ponovim, se pravi, referenčne cene, ki postavijo okvir, preko katerega se ne sme iti, to pomeni, da če ponudnik da ceno za določen artikel višjo, kot je referenčna, za katero se pač država odloči, da je še sprejemljiva, sploh ne more nadaljevati postopka. Potem, ko naročnik, se pravi bolnišnica, reče, mi rabimo ta in ta material, se lahko ponudniki, tisti, ki pač se ponudijo z referenčnimi cenami ali nižjimi, prijavijo v tako imenovano e-dražbo, potem lahko med sabo tekmujejo, da se cena še dodatno zniža in po določenem časovnem roku pač ponudnik, ki ustreza strokovnim kriterijem in ima najnižjo ceno, dobi pač naročilo. Hkrati se seveda k temu naročilu lahko pridružujejo tudi drugi, tako da se pač nekako količina viša, kar je tudi stimulativno za dodatno znižanje cene in na koncu pač tisti, ki zmaga, dobi se pravi naročilo javno za nek čas, kot se spet država odloči, ne vem, je to 1 leto, 2 leti, 4 leta. Bistveni element pa je seveda tudi, da vse poteka v tujem jeziku, transparentno, tako da se lahko avtomatično in s pomočjo naše države, se pravi aktivna pomoč in aktivno iskanje in stimulacija tujih, da tekmujejo z našimi, kar je seveda spet močan mehanizem, da se pač cene znižajo. In to je to. Sej, tukaj ni. Ostalo je pač stvar tehnične izvedbe, kar je pa seveda v Sloveniji, zato imamo strokovnjake in to verjetno stvar nekaj mesecev, mi ocenjujemo 6 in bi lahko z začetkom naslednjega leta to funkcioniralo.
So še kakšna vprašanja? Imamo tudi vprašanje preko chat. Ok, potem poglejmo še v chat. Brigitte Ferrič-Gajnar, Delo, postavlja zelo podobno vprašanje, s tem, da je dodala še kakšne rešitve, kot ga je postavila kolegica Andreja Rednak, s tem, da dodaja, kakšne rešitve so predlagali drugi člani skupine. Ali so drugi člani skupine predlagali neke rešitve? Dobili smo dve verziji predlogov, ki so pa pravzaprav zelo obsežni in če želite, verjetno lahko tudi zaprosi gospa Ferlič na ministrstvo, da ji pošljejo. Zdaj tega je res preveč, da bi jaz tukaj komentiral, niti niso to naši predlogi, lahko pa rečem, da je bilo v smislu velikih besed za nič efekta. No, tako smo mi to nekako razumeli in pač razvodenitev tega našega predloga in pravzaprav vzdrževanje statusa quo. Prav, in nadaljuje še z enim vprašanjem, in sicer koliko bi stala implementacija vaše rešitve, tehnična podpora, ste morda računali? Mislim, da smo prišli na nekih 50.000 evrov. Skratka, če rečemo, bom tako odgovoril, to, kar smo si zamislili s to idejo, smo ocenili na nekih 50.000 evrov, kar je seveda v primerjavi s tem, kar nekaj 100 milijonov, ki jih v zdravstvu zgubimo, seveda ni nič, to je brez veze sploh o tem govoriti. Še kakšno vprašanje v občinstvu, v chatu, zdaj preko tisti, ki nas spremljajo preko Zooma, morda če je še kakšno vprašanje, ga lahko zapišete, sicer počasi končujemo. Je še kakšno vprašanje v dvorani? Ni. Je pa še eno vprašanje, ki prihaja preko chata, zastavlja ga Helena Lovinčič. Kje lahko preberemo imena članov te vladne skupine? Jaz mislim, da je najbolj pametno kar poslati vprašanje Ministrstvu za zdravje. Člani smo navedeni v enem sklepu, zdaj ta sklep, mislim, da vam, ne vem, jaz ga imam doma recimo, no, zdajle sabo ga nimamo, ampak vse so javna imena, mislim, javno znana, se ni. Verjetno ministrstvo mora pač odgovoriti na novinarsko vprašanje. V bistvu člani se niso spreminjali, smo pa vmes dobili dva sklepa, s katerim sta se noter dodala dva nova člana. Zdaj pravzaprav nismo čisto dobro razumeli, zakaj, tudi nismo bili vprašani, če se strinjamo. Smo pa prosili za izločitev enega od članov zaradi nekih objav v medijih, pa zaenkrat do te izločitve tudi še ni prišlo, tako da nekako je bila vržena senca dvoma na to skupino in mi smo bili pač mnenja, da si vsaj mi kot zdravstvo.si tega ne moramo privoščiti, zato smo zaprosili za izločitev. Ne vem, mislim... Ne bom zdaj o imenih, no, tukaj. Sej mislim, da je, če boste prebrali, precej evidentno. Zanimivo je kot pojav, no. Meni osebno je recimo bolj zanimivo kot pojav. Jaz recimo, če bi bil v taki situaciji, bi se sam izločil, ne. Ampak pač gospod se ni. Še je kakšno vprašanje? Ne. Na chatu tudi ni vprašanj. Potem se današnjim govorcem in vsem vam, ki ste bili tukaj, vsem medijem, ki ste nas spremljali in drugim, ki ste nas spremljali preko Zooma, lepo zahvaljujem. Vsi, ki želite gradiva, pišete na naš naslov zbornice, to je pr@zzs-mcs.si in vam bomo poslali gradiva. Najlepša hvala.